Čau infodromovci! Trenutno stojim na Trgu Evrope oziroma Piazzi Transalpini, kjer se že pripravljajo za veliko odprtje. Tukaj namreč teče meja med obema goricama, torej med Slovenijo in Italijo. Če je meja zaprta, nas ta zelo omejuje, še posebno mene, ker imam tato iz Italije. Zato smo, ko je bila meja zaradi epidemije covida zaprta, sestrin rojstni dan praznovali kar na meji. Zato je opozarjanje na to kulturo zelo pomembno. V tem letu, ko bo čezmejna Gorica Evropska prestolnica kulture, se bo veliko dogajalo. Kaj? Sem zašel pozanimati na tiskovno konferenco tukajšnjega Zavoda za turizem. Pripravili ste namizno igro, švercturo in piškote. Zakaj? Z plemenitimi potepanji, to je naša družabna igra s piškoti v obliki vrtnice in z okusom vrtnice, ter tudi s pravo švercturo smo poskušali doseči to, da bodo naši obiskovalci preizkusili, kako je bilo nekoč pri nas. A vas nič ne skrbi, da nam bo zmanjkalo vrtnic Bourbonk na Kostanjevici, če bomo tako hrustali piškote? Vrt na Kostanjevici je drugi največji v Evropi, tako da vi kar veselo hrustite piškote in dober tek. Kaj bomo imeli lokalni prebivalci od EPK-ja oziroma Evropske prestolnice kulture? Čim več dogajanja in kvalitetnega druženja ob kulturnih dogodkih v letu 2025. Še več pa bo ostalo tudi kasneje, kajti dobre Evropske prestolnice kulture razmišljajo tudi vnaprej. Z avtobusom EPK-ja se zdaj peljemo do Goriškega muzeja, kjer je razstava Naš vrtc, tihotapstvo na Goriškem. Moja pranona mi večkrat pripoveduje, da v bistvu njen tata je švercal kravje meso iz Cerknega v Staro Gorico. Zakaj so to počeli? Ker je bilo tega na pretek v Jugoslaviji, kaj jim je manjkalo, so pa dobili potem v Gorico, ko so to zamenjali. Kje pa so skrivali dobrine? Če so šli peš, so imeli pod dolgimi plašči, včasih so skrivali v prtljažniku do avtomobilov. A imate tudi vi kakšno izkušnjo s švercanjem? Marsikdaj sem bil z očetom, ko je kaj on švercal, recimo kako je švercal računalnik, tako da je, ker je bil avtoklepar, kar predelal vrata od avta, zato da je lahko ta računalnik poskril in ga niso nikoli dobili. Alora, vabljeni v čezmejno Gorico in okolico, pa ne samo letos, pri nas je itak vedno lepo. Čau!